maju letos sprejel načrt enakosti spolov, v katerem med drugim načrtujemo tudi ukrepe in aktivnosti, ki naj bi vplivali na lažje usklajevanje zasebnega življenja in profesionalnega dela in odpravljanje ovir pri razvoju akademskih karier žensk. Zato smo naš pogovor tudi naslovili po strmih poteh akademskega poklica, izkušnje žensk v akademskem polju. K pogovoru smo povabili dve uveljavljeni sogovornici, profesorico Renato Salecer in doktorico Janjo Komljenović. Pogovor pa bova vodili Milica Antić Gaber in Jasna Podreka. Pogovor bo potekal tako, da bova najprej predstavili obe sogovornici, vsaka svojo, če lahko temu tako rečem, jaz profesorico Renato Salecer, Jasna Podreka pa doktorico Janjo Komljenović, katerima bova potem zastavljali vprašanja v zvezi z njunima karierama in na koncu bi vas povabili tudi k postavljanju vprašanj za naši sogovornici, seveda pa lahko vprašanja postavite tudi v chatu in bova potem s kolegico vprašanja prebrali. Dovolite mi torej, da najprej na kratko seveda predstavim profesorico doktorico Renato Salecer. Profesorica doktorica Renata Salecer je filozofinja in sociologinja, zaposlena kot znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in profesorica na Birkbeck Collegeu v Londonu, na London School of Economics, na Univerzi v Cardoza v New Yorku, kjer predava o psihoanalizi in pravu. Od leta 2012 dalje je tudi gostujoča profesorica, ki predava na oddelku za socialno znanost, zdravje in medicino torej na King's College v Londonu. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti je napisala tudi številne knjige, v katerih se loteva raznolikih aktualnih vprašanj današnjega časa. Le te so bile prevedene v več jezikov, če sem prav preštela, upam, da sem, če ne me bo pa Renata popravila, 13 jezikov. Je tudi redna kolumnistka sobotnega Dela, redna gostja različnih oddaj na nacionalnem radiju in televiziji. Leta 2010 je bila izbrana za znanstvenico leta v Sloveniji, o njej je bil posnet tudi dokumentarni film. Leta 2017 je bila izvoljena za izredno članico Slovenske akademije znanosti in umetnosti in seveda ji zdaj lahko za nazaj, zdaj že 3. leto, ker prej nismo javno tega naredili, čestitamo za to imenovanje. Kako hitro se Renata Salecer odziva na vprašanja našega časa, priča tudi njena zadnja knjiga, o kateri bo morda govora na koncu tega pogovora, z naslovom Človek človeku virus. Pozdravljena, Renata. Hvala za povabilo. Midve se že dolgo poznava, zato se bova tikali. Najprej mogoče aktualna stvar, čeprav je stara 3 leta. Kakšen je bil sprejem v SAZU? Kakšen je bil odnos tako moško obarvane srednje, kot je SAZU do tebe, ko si prvič prišla v njihove sobane? Ja, to je res kar šokantno, ker je v bistvu nisi navajen takšnih dogodkov, kjer je tako malo žensk. Tako da mislim, prvi šok je res bilo to, da nekako je ta inštitucija, ne vem, zelo počasi se odpirala do žensk in še vedno je ta počasnost nekako na delu. Zdaj jaz se zelo borim, ampak nimam nekega velikega vpliva na to, bom tako rekla, mlini meljejo bolj po moško, no, v tej inštituciji. Tako da je nekaj žensk, ki se zelo borijo. Tukaj bi jaz izpostavila akademičarko Alenko Šilih, ki res dela na tem, da bi bilo čim več žensk, ampak mislim, da tudi ona z vso svojo avtoriteto ne doseže, tako rekla, tega vpliva, na katerega bi upali.
Tako da jaz mislim, da inštitucija, kot je SAZU, bo mogla še veliko narediti. Jaz mislim, da tukaj moraš pač se odločiti na nek način, da politiko sprejema novih članov organiziraš tako, da res ženske porinaš naprej, mislim, na seznamih, ki seveda so dolgoletni, ker pač inštitucija samo vsake 2 leti sprejema nove članice in člane in število je zelo omejeno, bolj je povezano pač tako, mislim, koliko jih je preminilo recimo v prejšnjih letih, tako da je včasih na 2 leti recimo tudi določen razred ne dobi niti enega mesta, ne, tako da je v bistvu ta doba, ki se polni akademija precej dolga, ne. Mislim, da če se zdaj odločimo, da bomo imeli več žensk v akademiji, bo to rezultat šele, ne vem, čez 10 let, no, tako. Tako. Preden nadaljujeva pogovor, bi prosila še kolegico Jasno Podreka, da predstavi drugo gostjo. Lep pozdrav tudi mojemu imenu. Naša druga gostja je, tako kot omenjeno, doktorica Janja Komljenović, ki jo prav lepo pozdravljam in me veseli, da se je odzvala na naše vabilo. Doktorica Komljenović ima prav tako podobno kot profesorica Salecelj bogate izkušnje na področju akademskega in raziskovalnega dela, tako doma kot v tujini. Če pogledamo samo njeno znanstveno-raziskovalno biografijo in izkušnje dela, hitro opazimo, da imamo pred seboj zelo uspešno, še relativno mlado akademičarko, ki se je kljub, bi lahko rekli, tem strmih poteh akademskega polja uspelo povzpeti zelo visoko in tudi predvsem na mednarodnem parketu, kjer lahko rečemo, da je boj za položaje na tem področju še toliko bolj neizprosen, kot je to mogoče v nekem domačem okolju. Če na kratko opišem njeno biografijo, lahko rečemo, da je doktorica Komljenović predava na Univerzi v Lancastru v Veliki Britaniji. Njeni raziskovalni interesi so visokošolske politike in upravljanje, politična ekonomija visokega šolstva in digitalna ekonomija. Osredotoča se na procese digitalizacije, datifikacije in platformizacije univerz ter na rast in dinamiko svetovne industrije digitalne tehnologije v izobraževanju. Je direktorica Centra za raziskovanje in evalvacijo visokega šolstva na Univerzi v Lancastru. Prav tako je članica Centra za globalno visoko šolstvo s sedežem na Univerzi v Oxfordu. V preteklosti je bila tudi Marie Curie Fellow na Univerzi v Bristolu in vrsto let je delovala tudi na področju ustvarjanja politik in upravljanja visokega šolstva na nacionalni in evropski ravni. Bila je tudi vodja službe za strategijo in kakovost na Univerzi v Ljubljani ter svetovalka ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Sloveniji. Še vedno je aktivna evalvatorka nacionalnih agencij za kakovost, za European Association for Quality Assurance in Higher Education in evalvatorka Univerze nacionalne agencije. Tako da, Janja, jaz te prav lepo pozdravljam še enkrat in mogoče za začetek, ker sodeč glede na tvoj življenjepis bi lahko rekli, da je tvoje področje dela zelo bogato, raznoliko in do neke mere tudi precej novo. A nam lahko mogoče samo za začetek, tudi da te boljše spoznamo, malce orišeš oziroma predstaviš, kaj pomeni in kaj vse to pomeni, kar sem v tvojem življenjepisu omenila, in kakšna je prav zares vsebina tvojega dela. Ja, najprej najlepša hvala za vabilo. Zelo sem vesela, da sem lahko danes tukaj z vami. Glede vprašanja o mojem raziskovalnem fokusu pa morda začnem kar s primerom. Torej, danes smo se zbrali preko digitalne platforme, ki je v lasti podjetja Zoom. Zoom je podjetje iz Amerike, natančneje iz Kalifornije. Bilo je ustanovljeno leta 2011 in danes je vredno $140 milijard. To je zelo velika vsota, toliko samo za orientacijo, to je približno 4-kratnik proračuna Republike Slovenije ali pa dobra tretjina proračuna Republike Nemčije. Zdaj vprašanje se pojavi, kaj dela Zoom tako vrednega, ne? In ena plat zgodbe je seveda posledica covida in pandemije, glede na to, da zdaj vsi delamo in študiramo od doma.
V tem smislu se Zoom veliko uporablja tudi v izobraževalni sferi in bi lahko rekli, da na nek način sodi v industrijo education technology oziroma tehnologije v izobraževanju. Zoom je leto 2020 štartal z vrednostjo $20 milijard, torej zelo zrastel. Vendar drugi del zgodbe je seveda tudi $20 milijard na začetku leta je zelo veliko, drugi del zgodbe temelji drugje in sicer na splošno v premikih v strukturi svetovnega gospodarstva, ki se nekako premika od produkcije in prodaje storitev in izdelkov proti digitalnim produktom in storitvam, ki temeljijo na digitalnih platformah in zajemanju digitalnih podatkov. Zdaj, digitalne platforme so zelo različne, ljudje verjetno imajo največ izkušenj z družabnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter in tako naprej, s katerimi univerze, akademiki in študenti tudi delujejo. Na primer, Filozofska fakulteta sem videla, je objavila informacije o tem dogodku na Facebooku, na Twitterju in tako naprej. In zdaj vsak naš klik z miško, vsak naš dotik s prstom na pametni telefon pomeni nek digitalni podatek. Nekdo ta podatek posname, privatizira, obdeluje, monetizira in na nek način ekonomsko profitira. Zdaj, moj interes je, kaj se dogaja v visokem šolstvu. Kot sem rekla, platforme so zelo različne. V visokem šolstvu opazimo stotine platform, ki so se pojavile specifično za visoko šolstvo. Torej, ta industrija je eksponentno zrasla v zadnjem desetletju. In zdaj vprašanje je, kakšne so torej razmerja pravzaprav med univerzami in temi privatnimi platformami, kako so urejena lastništva teh digitalnih podatkov, ki jih si puščamo za sabo, kdo pravzaprav vse to privatizira, kdo to obdeluje, kdo kontrolira te podatke in kdo na koncu profitira. To je res zelo novo področje, ker praksa praktično prehiteva na nek način politiko in regulacijo, je pa zato še toliko bolj pomembno. In to je seveda zelo interdisciplinarno področje, bom rekla, se ukvarjajo s tem ljudje iz različnih disciplin, kot tako pravo, kot ekonomija, kot science technology studies. Jaz se s tem ukvarjam na področju visokega šolstva kot empirično področje, vendar z zelo interdisciplinarnim pristopom. Renata, ti si študirala filozofijo in sociologijo na naši filozofski fakulteti, zdaj pa si zaposlena na Inštitutu za kriminologijo. Ali se spomniš, kako je do te odločitve prišlo, da bo tvoje nadaljnje delo raziskovalno in prav na tem področju? Lahko bi te vprašala, če se malo pohecam, kaj te je odneslo, prineslo, zaneslo tja iz filozofije in sociologije na kriminologijo. Se mogoče spomniš kakšnega konkretnega trenutka te odločitve? Ja, niti ni bila odločitev, to je bila bolj ena serija naključij. Jaz sem že v času, ko sem bila študentka, delala pri raziskavi o mladini, to je bila ena vsejugoslovanska raziskava o mladini, ki jo je vodila profesor Mirjana Ule. In ta raziskava je slučajno pač dobila dom na Inštitutu za kriminologijo, ker je profesor Bojan Dekleva nekako bil zelo povezan pač z problematiko mladine. In ker je bila zelo inovativna sociološka raziskava, šlo je za anketiranje v bistvu po celi Jugoslaviji, mi smo pač delali bolj na Sloveniji, seveda, o tem, kako mladina dojema svet. In pri tej raziskavi tja me je pripeljala profesor Darja Zaviršek, ampak to smo bili mi vključeni študenti tako zato, da nekaj pač recimo delamo, nekaj zanimivega delamo, seveda smo pa tudi malo zaslužili, ker smo veliko anketirali. To so bile take zelo poglobljene ankete, kjer si recimo več kot 1 uro z kakšnim mladcem preživel in skozi to raziskovanje je prišla ena možnost, v bistvu sem si jo malo sama zmislila, en denar je slučajno ostal in jaz sem se spomnila, da bi naredili eno takšno bolj kvalitativno raziskavo, kako država jemlje mladino kot nevarno.
In sicer od 45. leta, to se je dogajalo takrat v sredini 80. let, tale naša raziskava, pa do sredine 80. let. Namreč zavedati se moramo, da je mladina že od začetka Jugoslavije bila večkrat dojeta kot nevarna. In nevarna režimu. Nevarnost se je pa kazala skozi navadno glasbo, pa potem seveda politično pisanje, pa umetnost. In mene je zanimalo, kako so časopisi, študentski časopisi, ampak tudi običajni časopisi reflektirali to nevarnost. Kako so jo kriminalizirali skozi diskurs. In spet po enem naključju je Ali Žardin, takrat bil študent VDV in je potreboval, da naredi neko seminarsko nalogo pri enem predmetu. Mislim, da je bil primerjani Olej in je bil on moj delavec. Mislim, med nama je bilo tako 2 leti razlike, ampak cele dneve smo preživela v časopisnem oddelku. Nuka analizirala to, iz tega sem jaz napisala en članek, ki je bil moj prvi nastop na sociološkem kongresu. In tako istočasno se je pa odprlo delovno mesto mladega raziskovalca. To so bile prve pozicije mladega raziskovalstva v Sloveniji. In slučajno en moški, ki mu je bilo to ponujeno, je rekel, da bo šel rajši delati politično kariero. In potem sem bila jaz nekje, mislim, čisto po naključju tam, ker sem bila zelo blizu diplome in so meni ponudili, če to vzame. Tako da jaz mislim, da je bila to čista serija naključij, ker sem pa delala diplomo iz Foucaulta, iz tega vprašanja, kako ubogamo, zakaj ubogamo oblast, kako deluje ideološki nadzor. Je pa to nekako tudi kar pasalo v to novo področje, predvsem novo področje družbenega nadzorovanja, ki je v bistvu pol se znotraj kriminologije začelo kar močno širiti. Tako da tukaj sem videla eno področje, ker sem videla, da se da tudi povezati psihoanalizo z vprašanji kriminologije, vse občutke, recimo, tudi, mislim, zdaj delamo raziskavo recimo o raznih predsodkih v sojenju, tako da je tle zelo veliko interdisciplinarnega prostora pri nas. Veliko delamo zdaj na umetni inteligenci, tudi jaz sodelujem pri raziskavi umetne inteligenci in pravo in kriminologija. Tako da stvari so zdaj toliko interdisciplinarne, da dejansko ni toliko pomembno, kje si, nismo več recimo ločeni, ne vem, kriminologi, toliko od sociologov ali pa od pravnikov. Takrat pa je bilo malo nenavadno, da na Inštitut za kriminologijo, ki večinoma imajo pravnike, pa nekaj psihologov, vzame filozofa, ampak takratni direktor je pač rekel, da je kriminologija vedno v krizi, pa mogoče, če dobimo filozofa, bo tole se malo premislil, kam gre ta kriza. No, jaz mislim, da smo še bolj zakomplicirali situacijo, ampak mislim, da mi je zelo všeč biti na enem področju, ki je malo izven tega, kar sem jaz v bistvu študirala. Ampak pragmatično pa lahko tudi rečem, da znotraj filozofije, takrat, ko sem jaz končevala študij, res ni bilo nikakršnih možnosti. Mislim, tudi zdaj se odpre pozicija najbrž na, ne vem, na 10 ali pa na 20 let. Ko sem te poslušala, sem imela občutek, pravzaprav, da si sama skreirala sebi delovno mesto na inštitutu. To, kar zdaj tudi pravijo našim diplomantom in diplomantkam, da morajo sami na nek način biti proaktivni, da ne bo nihče prišel k njim na dom, ampak da je treba ponuditi neke perspektive, ki jih morda tam še ni. Ja, ampak jaz nisem imela tega cilja, ker jaz nikoli nisem mislila, da bom delala v visokem šolstvu ali pa v znanosti, ker to, kar sem jaz študirala, je že takrat da je bilo dojeto tako nekaj neproduktivnega. Tako da jaz, če bi dobila kakšno pozicijo na srednji šoli, bi najbrž bilo to kar v redu, ker res, začelo se je takrat uporabljati filozofe malo v marketingu, ampak to me ne bi zanimalo. Tako da nisem imela nobenega življenjskega plana. Jaz mislim, da gre bolj za res, imaš prav to neko proaktivnost, da si nekje zraven, da delaš, ampak je šlo pa tudi kar malo za neko srečo. Moraš biti na pravem mestu, v pravem trenutku, pa videti, tako, kaj se splača ti zagrabiti. Zdaj, moji sošolci so takrat gledali mojo odločitev, da grem na kriminologijo kot kar precej žalostno pot, življenjsko pot. Ker ko študiraš filozofijo, imaš kar velike želje, pa mislim, nekako si v enem svoji špuri, ne. In mislim, da so nekateri misli, kot da sem se zaposlila na policiji. Tako je bil malo tak občutek, ampak ja, mislim, kaj naj ti rečem, jaz imam občutek, da ne vem, življenja ne moreš nekako
načrtovati. Zato se mi mladi kar malo smilijo, ker ta presija toliko, da moraš toliko delati nad tem, da se pozicioniraš, ne. Mislim, ja, moraš biti čim bolj aktiven, ampak nekatere stvari se pa tako malo zgodijo bolj skozi neko naključje. No, s to srečo in naključjem se popolnoma strinjam s tabo, ja. Milica, če dovoliš, bi jaz to enako vprašanje prav zares postavila tudi Jani. Janja, se opravičujem. Janja, ti si tudi študirala na naši fakulteti psihologijo, če se ne motim, ne? Pa bi bilo zanimivo tudi tvojo izkušnjo slišati, ali se spomniš, kako je prišlo do odločitve, da bo tvoje nadaljnje delo raziskovalno, kaj je na to vplivalo? Vidiš mogoče kakšne paralele s tem, kar je profesorica Salecl povedala? Ja, res je, jaz sem študirala psihologijo. Za kakovost študija sem bila zelo zadovoljna, mislim, da je to bila odlična kakovost študija, vendar moja pot ni tipična v tem smislu, da bi sledila študiji na dodiplomskem, podiplomskem, doktorskem nivoju in šla takoj v akademski svet. Jaz sem šla najprej na trg dela. Moja prva zaposlitev je bila v Bruslju na Evropski zvezi univerz, potem sem se vrnila v Slovenijo, kjer sem delala predvsem v tem smislu policy makinga v visokem šolstvu. Paralelno ob tem je profesor Pavle Zgaga iz pedagoške fakultete povabil v najprej en manjši raziskovalni projekt, nato pa v drugi večji, kjer smo spremljali transformacijo visokošolskih sistemov v Zahodnem Balkanu. Tako da sem imela nekako, takrat sem bila tudi zaposlena kot raziskovalka part-time na tem projektu, tako da sem takrat imela bolj konkretno izkušnjo prav akademskega raziskovanja. Vendar druga plat zgodbe, bi rekla, je motivacija po tem, da naredimo ta svet boljši. Meni je bil vedno nek tak makropogled zelo pomemben, glede na moje izkušnje in videnje v bistvu različnih institucij in njihove vloge od tega, kako prispeva politika ali pa gospodarstvo ali pa različne aktivistične skupine, nevladne organizacije, mediji in tako naprej, kako ima vsaka inštitucija v bistvu in svoji akterji svojo vlogo v družbi in veliko ljudi dejansko dela na tem in ima motivacijo, ne, da prispeva svoj del k temu, da naredimo svet lepši, boljši, bolj demokratični in tako naprej. Skozi to mojo pot se mi je zdelo, da je akademski svet prav tisti, preko katerega lahko zelo veliko prispevamo k temu boljšemu svetu, če lahko tako rečem. Po eni strani seveda preko ustvarjanja novega znanja, po drugi strani pa tudi preko te javne vloge intelektualcev, naše prisotnosti v družbi, komentiranju dogodkov. In univerze so vedno bile zibke razvoja, zibke družbenih širših sprememb. V tem smislu so na nek način zrcalo družbe, pa tudi pomembno kreirajo družbo, ne. In tako sem na nek način v tem smislu našla svoje mesto in svojo vlogo. Ampak tudi zato mi je še posebej zanimivo raziskovati prav visoko šolstvo in visokošolsko področje, ker se mi zdi, da je zelo dober pokazatelj, ne, kaj se v družbi dogaja. Tako da ima to dvojno vlogo v bistvu pravzaprav prispevanja in kreiranja prihodnosti in družbe in hkrati tudi spremljanja, kaj se dogaja. Tako da bi se strinjala, da je praktično pomembna tudi sreča, pomembni so različne naključja, različni ljudje, ki jih srečamo in naše videnje v tem toku te naše poti. Pa mogoče sam še to v navezavi na to vprašanje, ker si zdaj ravno na to nakazala, kako vidiš skozi to možnosti in priložnosti mladih danes, recimo, si nekoliko tudi mlajša od recimo profesorice Salecl, kako vidiš, torej kakšne možnosti, s čim se srečujejo mladi danes, v kakšen svet vstopajo na področju raziskovalnega dela? Ja, zdaj mislim na splošno bi rekla, da zdaj, če pogledamo mogoče neko makro ali pa strukturno perspektivo, opazimo, da se stvari spreminjajo v smislu, pač pojavlja se masifikacija visokega šolstva, tudi doktoratov, prekarno zaposlitev, mogoče tudi na nek način izguba oziroma upad nekega prestiža akademskega poklica. Situacija je bistveno težja.
vsaj glede na te podatke, kot je morda včasih bila. Zdaj, različni sistemi, visokošolski sistemi so seveda med seboj različni, v tem angliško govorečem svetu, naprimer Velika Britanija, Amerika, Avstralija in tako naprej so zelo tržno usmerjeni, je drugačna dinamika kot recimo v bolj srednjem evropskem smislu. Vendar, zdaj jaz, ne glede na to, kakšen poklic si nekdo izbere, moje osebno priporočilo vsakemu bi bilo, da naj obvezno sledi svojemu srcu, ne. Če pač nismo, bom rekla, strastni v tem, kar počnemo, ne moremo biti odlični, če pa ne probamo, pa tudi nič ne dosežemo, tako da ne glede na to, kakšni so, bom rekla, neki kazalniki, ki bi lahko delovali demotivirajoče, jaz mislim, da vseeno, če nekoga zanima akademski poklic, absolutno se potrudi in proba in zdaj ne bom rekla, da bo vsakemu uspelo točno to, kar si bo želel, vendar mislim, da večini vseeno nekako uspejo najti neko možnost v tej kombinaciji sreče in trdega dela in pripravljenosti in zanimanja in na koncu koncev tudi strasti in motivacije, no. Tako da bom rekla, je težko, ampak verjetno je tudi vsakemu težko, ne, tudi drugi sektorji se srečujejo z spremembami v naravi dela in v okolju dela in tako naprej. Če lahko pravzaprav tukaj nadaljujem z vprašanjem Renati. Renata, danes si ti uveljavljena znanstvenica, tako doma kot v tujini. Če se vrnemo na tvoje začetke, bi te rada vprašala naslednje. So ti kdaj zavrnili na začetku tvoje kariere objavo članka? Če so ti, bi me zanimalo, kako si reagirala. In tudi, če nisi, bi me zanimalo, kakšen napotek imaš danes za tiste, ki bi se jim to zgodilo. Kaj ti namreč? To se zdaj mladim kolegicam, kolegom tudi seveda pogosto dogaja, da dobijo zavrnjene članke za revije. Pred kratkim je ena od kolegic tudi delila svojo izkušnjo z zelo arogantnega recenzentskega odziva na njen članek. Zanima me, kaj bi lahko o tem rekla ti in kakšne so tvoje izkušnje. Ja, že v moji mladosti seveda je bilo težko objaviti v mednarodnih revijah in recimo spomnim se, da sem napisala en članek za eno ameriško pravno revijo in tam so dejansko, tam so študenti, uredniki teh pravnih revij, recimo in pri teh zelo prestižnih, študentje izjemno posegajo v tekst in nikakor moram reči, da nismo mi skupaj prišli. Študenti so hteli dejansko, da jaz napišem popolnoma drugačen tekst, kot sem ga imela in popolnoma druge poudarke, tako da to je bila moja prva izkušnja, kjer nisem bila zdaj tako direktno zavrnjena, sem se pa jaz potem sama umaknila, ker sem videla, da to, kar oni želijo, nimam volje narediti, ne. Tako da je bilo pa to eno razočaranje, ker je šlo za res eno pomembno pravno revijo in pa sem ga objavila v neki drugi reviji, ki ni bila čisto pravna, ki je pač, ne vem, na nek način je bil en kompromis, ampak bolj oseben kompromis. To, da ti nekje zavrnejo, jaz mislim, da se to pač ti dogaja ves čas v življenju, če greš na ta trg teh znanstvenih revij, ki pač vemo, kako kompliciran je in kompleksen in tudi pravzaprav gre res za nek trg, saj vemo, da največji profit dobijo lastniki te velike korporacije, ki imajo te revije, ki jih mi iščemo, v katerih poskušajo še posebej mladi objavljati, da dobijo te nesrečne točkice, ne. Zdaj vsaka država ima nek svoj sistem, kaj ceni, ne. In recimo v Ameriki je zanimivo, da te velike revije sploh nimajo motivacije, da so v teh bazah podatkov, ne. Tako da če ti objaviš v kakšni ameriški pravni reviji, recimo, ne boš dobil nobenih dobrih točkic v našem režimu, ne.
V Angliji imajo spet drug sistem, ta REF, ne, kjer pač iščejo tudi neko drug način ocenjevanja kot pri nas. Se mi zdi, da smo celo pri nas mogoče bolj papeški od papeža, ker smo zelo obsedeni od neke kvantifikacije, ki pa jaz mislim, da dolgoročno ubija kreativnost. Namesto, da bi razmislil, kaj bi rad povedal, kaj si res strasten, kaj imaš občutek, da je nekaj novega, boš razmišljal, kje bom dobil te prave točkice in tukaj mnogokrat pač ljudje manj tvegajo, nekaj objavljajo, recimo nekaj, kar vejo, da bo recimo mogoče lažje šlo skozi. In ocenjevalni proces je pa tudi zelo subjektiven, ne. Vemo, da ocenjevalci niso plačani, da to delajo poleg svojega polega dela na univerzi in seveda za nekatere je mogoče to točka prestiža, mnogi pa tudi naredijo malo z levo roko in istočasno, kar sem se pa naučila že pri prvi angleški knjigi, ki sem jo izdala relativno hitro pri Routledgeu, je, da so lahko ocene zelo subjektivne in imela sem srečo, da mi je ena urednica pri založbi takrat rekla, prvič, da je dobro, da čisto majčkeno zamudim za oddajo rokopisa, ne, tako je rekla pol leta, malo le zamudi, zato ker če boš takoj oddala, bo izgledalo, kot da si imela ti ta rokopis že zelo dolgo v svojem predalu, pa ga nihče ni hotel imeti, ne. Tako da majčkeno, da zamudiš, potem zelo dober nasvet je bil tudi, da zelo veliko ljudi, ki dela na založbi, recimo na teh velikih založbah so tako ljudje, ki so morda hoteli postati akademiki, pa se jim nekje ni šlo, da grejo v akademski svet in potem je tako second best, recimo, da greš v založništvo, ne, in da imajo tako, nekateri imajo kakšne svoje agende, drugi mogoče kakšno svojo jezo ali kaj takega, tako da se imaš tam ukvarjati z psihologijo in seveda, da pri ocenjevalcih lahko računaš, da si jim mogoče svojo knjigo ali pa svojim člankom stopil na žulj. Da je recimo ocenjevalec nameraval napisati tako knjigo, kot si jo ti. Ali pa da piše mogoče neko knjigo zelo podobno vsebino kot ti in bo potem ti dal negativno oceno. Ampak to iz nekih mogoče res psiholoških vzrokov. Tako da mislim, tudi pri zadnji knjigi A Passion for Ignorance recimo je ena ocena, ker je pač ta Princeton University Press tudi pošlje v ocenjevanje, ne akademiko, ena ocena, mislim, 2 sta bile super, ena ocena je bila pa bolj tako, ne, ampak sem imela tam občutek, da je mogla biti ta oseba, ki se z ignorance ukvarja z enim svojim pogledom, ne, tako nekako, ne vem, kdo je bil ocenjevalec, ker je to tajnost, me tudi ne zanima, ampak po komentarjih, po tem, kaj mi učita, koga ne citiram, ne, sem imela tak občutek, da gre za eno tako malce tekmovalno situacijo, ne. In pri prvi knjigi, sem to še rečem, sem se pa res soočila z eno težko situacijo, ko knjiga naj bi bila bolj pogled, tako feminističen pogled na dogajanje takrat ob razpadu socializma, ne. Jaz sem pa precej v rokopisu pisala o splošnih problemih za demokracijo, ne, in tudi splošnimi problemi za ženskim vprašanjem, ne samo v vzhodni Evropi. In ko sem oddala rokopis, so me urednica vprašala, kaj imam občutek, da o demokraciji še ni bilo povedanega, ne. Tako, ampak podton je bil nekako tako, kaj boš ti, ki prihajaš iz vzhodne Evrope, imela še nekaj dodati tej temi, ki je toliko že bilo. In na srečo sem se spomnila nekaj, kar se mi je zdelo, da pa res je nekaj tako dosti novega. En tak primer sem dala, ki je dobro izpadel in je rekla, na koncu je priznala, ja, to pa še ni bilo rečeno, ne. In potem recimo se je išlo, ampak v zadnjem trenutku je bila pač spet neka točka ponižanja, moram reči, urednica zbirke, ko sem vse skupaj podala, se je odločila, da je treba vso knjigo okrog obrniti. To pomeni, da začnem z zadnjim poglavjem in končam s prvim. Kar pomeni, da moraš ves teoretski aparat, ki si ga razlagal skozi poglavja začetna, ne, okrog obrniti. Jaz sem se samo zjokala, samo to vem, da sem se zjokala in to je bil pa spet tisti trenutek, ali rečeš, pejte k vragu, jaz bom to knjigo nekam drugam nesel, pa boš se mučil in iskal in kaj, ali pa zakoplješ se v delo in požreš ta smok in preoblikuješ, ne. To me je spomnilo na to, da sem jaz prvo poglavje za
tudi eno knjigo, ki je šla v Ratliču, 2 leti pisala, ker sem dobivala sproti recenzije in popravke in 2 leti je trajalo, preden je to potem bilo objavljeno. Ampak jasno ji predajam besedo. Ja, ta diskusija in debate okrog objav in recenzij se mi zdi, da so vedno zelo aktualne in zanimive po neki strani, ampak sočasno vidimo, da vsi imamo neke tudi zelo težke izkušnje s temi zadevami. Tako da, Janja, tudi tvoje izkušnje na tem področju bi nas zanimale, vsekakor, kako se ti soočaš s tem vprašanjem objav, recenzij in glede na to, da imaš izkušnjo dela tako v Sloveniji na tem področju, kot sedaj v Veliki Britaniji, vidiš kakšne ključne razlike, mogoče podobnosti? Ja, morda začnem s tem, da nekako v pogovornem smislu vedno cinično se odzivamo na te recenzije, ki jih dobimo in rečemo reviewer number 2. Vedno je nekdo, ki zelo pokritizira članke, ki jih damo, pa ne bi rekla, da se to dogaja samo mlajšim, tako kot je Renata rekla, se dogaja skozi celotno akademsko kariero, v smislu, da dobivaš različne odzive, recenzije in tako naprej. Tudi zavrnitve člankov, mislim, meni tudi kolegi, ki so profesori tik pred upokojitvijo, govorijo o tem, da jim še vedno se zgodi, da zavrnejo članek in tako naprej. Tako da mislim, da je to stvar, ki spremlja akademski poklic v vseh fazah. Predvsem se mi zdi, glavne razlike, ki jih opažam, so v različnem stilu pisanja. Tukaj v angleškem stilu pisanja se mi zdi zelo pomembno, da se najprej takoj pove argument, se ne predstavi vsega, kar je recimo nekdo preštudiral in prebral, ampak samo literaturo, ki se veže na ta argument in se res najprej postavi v središče prvo tvojo trditev, idejo in zaključek in potem ti nekako razlagaš, kako si do tega prišel. V Sloveniji se mi zdi, da je obratno, najprej moraš pokazati vse, kaj veš, pot razmišljanja in potem zaključek. Je zelo v angleščini to bolj, v angleškem pač tem prostoru je to bolj balast, je bolj pomembno, kaj se je ugotovilo, kakšen je argument. Drugo se mi zdi zelo pomembno pač stil pisanja in jezik in zdaj nekdo, ki ni native speaker, je seveda pri tem hendikepiran, da objavlja v teh najbolj prestižnih revijah, ki pač so angleško govoreče in iz angleško govorečih držav. Zdaj lahko še tako zelo odlično govoriš angleško, ampak vseeno pri pisanju se mi zdi, pride do razlik in tudi na koncu konca različni jeziki imajo različno strukturo razmišljanja in potem tudi dostikrat, ko prevajamo strukturo razmišljanja v drugi jezik, vseeno drugače izpade. Tako da to je pomembno ne samo iz to, kje si, kar seveda vpliva lahko na različne podzavestne stereotipe, kot je Renata prej omenila, na primer ti izhodne Evrope, ampak tudi na kak način se izražamo. In zdaj akademsko pisanje je obrt. Se mi zdi, da dostikrat se nekomu zdi, ali znaš ali pa ne znaš pisati. Mislim, to je stvar, ki se jo naučiš, ki se treniraš in ki se konstantno izboljšuješ. Zdaj, kritike, ki jih dobivamo iz teh recenzij, pač je potrebno imati kot konstruktivne, da se pač učiš in izboljšaš argument. Mislim, meni se še nikoli ni zgodilo, ko dobiš te pač recenzije iz revij, včasih seveda si užaljen, včasih si misliš, kaj govorijo, ampak potem greš korak nazaj, razmišljaš, kaj pravzaprav želi oseba povedati in na koncu se članek vedno izboljša. Ne bi rekla, da je bil tisti prvi članek, ki sem ga dala, boljši kot tisti, na katerem sem potem delala na podlagi recenzij. To je pač zaenkrat še vedno najboljši sistem, ki ga poznamo, peer review, in se mi zdi, da vseeno ima pomembno vlogo in oddela ta svoj namen. Tako da zdaj nekdo, ki recimo je v Sloveniji in želi objavljati v teh najboljših revijah angleško govorečih, se mi zdi, je vseeno v drugi poziciji kot nekdo, ki pač je rojen že v tem angleško govorečem svetu. Hvala. Samo se mi zdi zelo pomemben poudarek to, kar je Janja rekla, da je pisanje obrt in treniranje, ker je to nekaj, kar se predvsem tisti, ki smo ali ko smo bili na začetku, pa še vedno na začetku nekih akademskih karier,
zelo velika frustracija, ko ti zavrnejo člane, ko dobiš to, ne, in misliš, da nisi dovolj dober in tako dalje. Je zelo pomembno si priklicati to, da je to trening, ne, in da s časoma potem dosežeš neke rezultate lahko. Ja, če lahko nekaj tukaj pokomentiram, nekaj let nazaj smo povabili profesor Anuško Ferligoj, da je imela predavanje na inštitutu, namenjeno je bilo predvsem našim mladim kolegom, mladim raziskovalcem in tistim, ki pač začenjajo objavljati, o tem, kako objavljati v mednarodnih prestižnih revijah in tako, kako se s tem ocenjevalnim postopkom soočati. In ona je eno zelo krasno misel izrekla, da ti, ko dobiš negativen komentar svojega teksta, moraš najprej biti na nek način vesel, da je nekdo si vzel čas, da je tvoj članek prebral. In da v bistvu na nek način je to čast, da si dobil komentar. Ne? In preden, da se recimo začneš ukvarjati z vsebino, moraš imati to kot v bistvu neko zelo pomembno dejstvo. V vsem teh času, ko to divjamo, ne, da se nekdo usedel, da je napisal komentar na tvoj tekst, je res nekaj, kar je treba spoštovati. Ne? Če tudi recimo se z njim ne strinjaš, pa če tudi recimo ta komentar boli. In jaz se strinjam s tem, kar je rekla Janja, da je to obrt, da je v bistvu, malo je pa tudi ta obrt postala rahlo dolgočasna, moram jaz reči, ker če pogledaš recimo pisanje knjig, ki ima recimo velikrat, ne vem, le poudarek bolj na jeziku, pa na sočnosti jezika in tako pritegne, da te pritegne, je pa mnogokrat zdaj ta obrt malo preveč previdna postala pri recimo znanstvenih člankih in jih beremo sicer, da dobimo, ne vem, najnovejše informacije, ampak ni pa tega tako užitka v jeziku, ne, ker tisti, ki ga je napisal, je že tudi dober obrtnik, pa tudi najbrž je dober vedel, da pač more odkljukati vse točke, da recimo bo članek izgledal tak pravi, dobro urejen in tako. Tako da jaz sama čisto osebno najdem en tak dolg čas velikrat v branju člankov v recimo znanstvenih revijah. Jaz sama veliko rajš berem knjige, pa čeprav recimo celo v našem sistemu ti prinesejo manj točkic in mnogo kje drugje tudi, ne, še posebej bolj v naravoslovnih recimo vedah. To, kar sta obedve zdaj pripovedovali, me je pravzaprav napeljalo na to, o čemer se danes kar precej govori, in sicer tudi v povezavi z ženskami v akademskem prostoru, torej o potrebi po mentorstvu. In sicer formalnem in še bolj po neformalnem mentorstvu, vsaj na začetku kariere. In me zanima, Renata, ti si sicer omenjala zdaj že kar vrsto imen starejših kolegic, s katerimi si na začetku svoje kariere sodelovala. Me vseeno zanimala, ali so to bile na nek način tudi tvoje mentorice in kakšno je tvoje mnenje o tem, kako pomembno je zdaj, danes, tukaj za mlade raziskovalce, raziskovalke in torej mlade znanstvenice imeti mentorico, mentorja. Ja, osebe, ki sem jih omenila, niso bile moje neposredne mentorice. Se pa spomnim, da je bila ena raziskava narejena pred leti, pa ne vem, če je ni vodila profesor Ferligojeva na ARRS, kakšna je vloga mentorja, mentorice. In če se prav spomnim, je bil rezultat, da je pomembno, da je mentor ali pa mentorica, da so čim bolj recimo sami mednarodni, vpeti v nek sistem in ne takšni mentorji, ki tako grejo v mikromanagement recimo raziskovalca ali pa raziskovalke, ki z njimi dela. Ne? Da so v bistvu bolj vzor glede na njihovo energijo in ne toliko paternalistični ali pa usmerjevalni glede kariere. Jaz sem tudi takšna mentorica, jaz v bistvu pustim precej svobode, ker imam ta občutek, da če ljudje imajo strast do raziskovanja, ne, potem bojo pač našli nek način, kako recimo v tem preživeti. Jasno, da mentorjeva naloga je, da odpira vrata, da potisne naprej, da komentira, ampak in da vržeš v vodo recimo mladega
ki s tabo dela, da ga pošlješ na kakšen kongres ali pa, ne vem, da ji rečeš, zdaj pa napiši ta članek. Tako da v bistvu na tem je, ampak to, da jim pa skozi dihaš za ovratik, mislim, da je slabo, ali pa da jim nalagaš preveč dela, ki recimo jih odvrne od tega, da imajo čas potem za svojo doktorsko dizertacijo. Tako da jaz sem imela res veliko srečo v življenju, da so mi pa na mednarodnem področju vrata odpirale ženske in to ta bolj druga generacija feministk, ki so imele zelo v sebi, da kakšni drugi ženski omogočijo nek prepoznanje, kakšen nastop na konferenci ali kakšno objavo in tako. In to je bila še posebej skupina okrog, nažalost, lani preminule profesorice Anne Snitov iz New School for Social Research. Kontakt preko nje mi je tudi omogočil mojo prvo gostujočo profesuro na New School for Social Research, ko sem bila še relativno mlada, takoj po doktoratu. Sem pa jaz spoznala te ženske preko East-West Network, ženske organizacije, ki se je oblikovala po razpadu socializma, kjer je bilo pa kar veliko na začetku zelo strastnih debat o tem, kaj lahko to komu da. Nekatere od zahodnih feministk so vzhodno Evropo malo jemale kot neko področje, ki je zaostalo, kjer je treba jim vse na novo povedati in tako. Tukaj ne mislim en je bila izjemno odprta in rada je slišala druge poglede. Me pa, ki smo pa prihajali iz držav, kjer je bil recimo abortus že dolgo dovoljen, kjer je bila kontracepcija na voljo ženskam in to recimo brezplačna, smo pa kar hitro se malo uprle, pokazale, da v bistvu ne gre zdaj za poučevanje, ne vem, zahoda, vzhoda, ampak da gre za en skupni dialog. Tukaj smo, mislim, da oboji veliko profitirali, ampak preko teh žensk se mi je mnogo kaj odprlo in mislim, da tega imamo premalo pri nas, da ko ti nekaj uspe, da odpreš vrata eni drugi ženski, recimo mlajši ženski, ki bi mogoče te možnosti, če ima neko mentorico ali pa neko figuro, ki se potrudi, da ženskam omogoči preboj naprej. Če te figure nimaš, mislim, da je težje. Hvala lepa in hvala, da si me spomnila tudi na East-West sodelovanje. V 90-ih letih se še jaz spomnim, tudi Anne Snitov je bila tudi pri nas gostja v Ljubljani v tistem času in je res veliko naredila za, bom rekla, tudi uveljavitev nekaterih avtoric iz tega nekdanjega jugoslovanskega ali pa zahodno-balkanskega prostora. Pred kratkim je pa med nami završalo s tem v zvezi tudi, ko je bil v reviji Nature objavljen članek, ki ne potrjuje, da naj bi dejstvo, da ženske mentorice, da naj bi ženske mentorirale ženske bolj ugodno vplivalo na uspešnost njihovih karier, ampak da naj bi, če bi jih mentorirali moški, bolj vplivalo na njihovo znanstveno uspešnost. Kakšno je tvoje mnenje o tem stališču, o tej ugotovitvi? Ja, jaz tukaj nimam izkušnje, da bi lahko sama komentirala to, tako da me je ta članek presenetil. Mislim, jaz še kar nekako se mi zdi, da ta teza, da je, če je mentor prisoten, pa hkrati je rahlo odsoten, v tem smislu, da se precej pač tudi ukvarja z, ne vem, na nek način z samo svojo kariero, da nima to nalogo, da je tako rekla nek birič mladega raziskovalca ali pa nekdo, ki mlademu daje nenehno naloge ali pa nenehno nadzoruje, kaj mladi piše, da je to tisto, da dovolj svobode, a hkrati pa ne pozabiti mladega raziskovalca, raziskovalke. To se mi zdi, ne vem, najboljša formula. Morda bo pa Janja kaj več vedela o tem Nature članku ali pa oziroma izkušnjah. Ja, se mene bi pravzaprav zanimalo, Janja, ta tekst je bil res močno kritiziran z metodološkega vidika in tako naprej, ampak kako je sploh lahko bil objavljen, glede na vse to, kar smo prej rekli, Janja? To zdaj je mogoče vprašanje za urednike Nature. Kolikor vem, so itak sprožili
revizijo, mislim, članka in tudi procesa evalvacije. To je dobro. Ja, tako da zdaj, kaj se bo s tem zgodilo, bomo videli, vendar mislim, da je bilo tukaj tudi neskladje v smislu, kako se je o tem poročalo in kaj v resnici je bilo točno zapisano, kakšna je bila metodologija. V glavnem metodologija ni omogočala takšnih zaključkov, da bi zdaj naj nekdo, ki ima moške mentorje, torej bil, oziroma da mu to koristi pri karieri, ženske pa mu slabšajo pri karieri. Kar se tiče tega članka. Zdaj, ne vem, če lahko še kaj dodam v zvezi z mentorstvom. Jaz bi kar nadaljevala lahko s tvojo izkušnjo, mogoče kako ti doživljaš to vprašanje mentorstva pa tvojega mentorstva. Zdaj, mogoče bi omenila par ljudi, ki se mi zdi, da so bili odločilni v moji karieri in v mojih izkušnjah, se bom omejila na ta akademski del. Mislim, da je Pavle Zgaga bil ključna figura zame, ker takrat, ko sem še bila v Sloveniji, je bil res tak most, bom rekla, med mlajšimi akademiki in uveljavljenimi, bom rekla, akademiki v slovenskem in tujem prostoru. On je v resnici pripeljal v Slovenijo zelo uveljavljene akademike, raziskovalce in omogočal, da se z njimi mlajši pogovarjamo, družimo, srečujemo v formalnem in tudi neformalnem smislu. Tako da v bistvu potem, ko sem jaz šla na doktorski študij v Veliko Britanijo in kasneje se zaposlila, jaz sem praktično veliko ljudi že poznala na tem področju prav preko Pavleta in preko tudi prejšnjih delovnih izkušenj v tem policy making svetu, kjer akademiki zelo veliko sodelujejo. Tako da Pavle je bil res zelo pomemben tak most, in je res odpiral vrata. Drugi dve osebi, ki sta bili zelo pomembni, pa sta bili Susan Robertson in Roger Dale, ki sta bila moja tudi uradna mentorja na doktoratu, in sta zelo podobno, kot Pavle, igrala to vlogo, da sta bila zelo, kako se reče, generous. Velikodušna. Hvala, zelo velikodušna, zelo sta pomagala, v smislu mreženja, v smislu spoznavanja z drugimi, v smislu pisanja člankov skupaj, ampak res intenzivno skupaj. Ampak se mi zdi, da je to tudi veliko stvar osebnosti, ne nujno samo nekega uradnega mentorstva, in tudi nasplošno neke prijazne akademske kulture. Se mi zdi, mogoče bi lahko govorili o dveh nivojih. Na eno je ta mentor kot tak, drugi del je pa tudi nasplošno zaveščanje vseh članov akademskega sveta, da se pomaga recimo mlajšim ali pa nasplošno prikrajšanim skupinam in tako naprej, da se spreminja tudi akademska kultura kot taka. Zdaj, vlogo mentorja se mi zdi lahko igrajo zelo različne osebe, od teh formalnih mentorjev na doktoratu, pa tudi, ne vem, sorodniki, družinski prijatelji, znanci, neke figure, ki so nam lahko za zgled, v smislu, kaj sploh pomeni biti akademik, kako se obnašati, pa tudi kot most, dejansko mreženje, dejanska pomoč, odpiranje vrat, pisanje in tako naprej. Zdaj se mi zdi, da nekdo, ki ne vem, je mogoče prva generacija z univerzitetno izobrazbo, nima, ne vem, kulturnega kapitala iz družine, je v drugi poziciji, je mogoče še težje ta vloga res prijaznega akademskega okolja in potem pravih oseb in mentorjev še toliko bolj pomembna. Morda omenim še tukaj samo, da sem pred kratkim pravzaprav po naključju ugotovila, da ima društvo VTIS, to je društvo v tujini izobraženih Slovencev, tudi svoj program mentorstva, tako da če koga zanima, da bi se rad pogovarjal oziroma dobil kakšnega mentorja, ki živi in dela v tujini ali pa izobražen v tujini, imajo tudi to možnost stikov, vzpostavljanja stikov s temi mentorji, ki so Slovenci, ampak delujejo v različnih državah, morda če komu pride prav. Hvala. Janja, pa čeprav razumem, tudi ti si mentorica, mentoriraš študente ali pa imaš koga pod sabo v tem smislu.
Ja, jaz sem mentorica 10 doktorskim študentom. Zdaj, oprosti, nisem ti pustila, da zaključiš vprašanje. Ja, če lahko malo boš, kakšna mentorica si, ne? Kako vidiš svojo vlogo, kako opravljaš svojo vlogo v tem smislu? Ja, osebe, ki sem jih prej omenila, bom rekla, so mi bile tudi meni vzor, v smislu, da nekako, potem ko srečuješ recimo različne akademike, vidiš, kako se različni ljudje, kakšni so recimo različni ljudje, ne samo v smislu, kaj počnejo, pa tudi kot osebnosti, ne, v tej vlogi, ki jo imajo na teh delovnih mestih, ki jih zasedajo. Se mi zdi, da ti ljudje, ki sem jih omenila, so mi bili pač tudi vzor v smislu, kako si lahko prijazen, velikodušen, pa vendarle svetovno priznan odličen akademik, ampak hkrati tudi, da pomagaš drugim, da jih vključuješ in da v resnici stremiš k tem neki družbeni pravičnosti, ne. Jaz se spomnim, na začetku, ko sem prišla v Bristol, mi je bilo tudi, sem imela zelo veliko tega strahu, ki je bilo že prej nekoliko omenjeno v smislu, ne, da ne smem govoriti o svojih idejah, da mi ne bo kdo vkradel moje ideje ali pa kaj jaz vem, ne. Tukaj je bila Susan zelo, bom rekla, presenečena in odločna v smislu, ne, da ideja je ravno, da čim več govorimo o tem, širimo, da dobivamo feedback, sodelujemo, če pač se ti slučajno zgodi, ne vem, da kdo napiše nekaj prej pred tabo, se pač lahko zgodi, ampak v bistvu ta riziko oziroma v bistvu ta škoda je toliko manjša, koliko je lahko korist večja, če smo, bom rekla, bolj dobrodušni, odprti in tako naprej. Tako da jaz v bistvu res se trudim pač svojim študentom pomagati največ, kar lahko, v smislu, da jih povezujem z svojimi kontakti in svojo družbeno mrežo, zelo veliko delam z njimi na pisanju, priporočam udeležbo na različnih konferencah, če se pojavim skupaj, seveda z njimi preživljam čas, jih predstavljam drugim in tako naprej. Tako da čim več, bom rekla tudi, da sama z svojimi dejanji pokažem, kako pač se trudim, no, kako biti čim boljši pač tudi človek, čim bolj pomagati, ne, velikodušno na vseh možnih nivojih. Renata, ti si predavala in še vedno predavaš na mnogih univerzah v Evropi in po svetu in poznaš mnoge raziskovalke, raziskovalce, predavateljice, predavatelje iz različnih držav in kontinentov. Kako se med seboj razlikujejo možnosti razvoja neke akademske kariere pri njih in pri nas? Si opazila kakšne pomembne razlike, ki bi jih tukaj izpostavila? Ja, bom nadaljevala tam, ker je Janja začela z tem povezovanjem. In sicer, recimo, to imajo pa še posebej Američani. Američani imajo, da nenehno odpirajo vrata, ampak tudi tako, da nenehno povezujejo svoje kolege z drugimi, ne. Oni ti bojo ves čas rekli, ti moraš pa še tega spoznati in bojo naredili, oni bojo naredili vse, pa ne samo starejši, tukaj sploh ni važno starost. Kolegi bodo drugemu kolegu, kolegici omogočili stike. In zanimiva logika, ki jo ima, in to je zelo drugačna logika, kot pa recimo v Nemčiji, pa tudi pri nas. Zdaj, Anglija je bolj podobna tukaj Ameriki. Recimo Francija že ni takšna, ne? Ni tako odprta, ne? Je bolj hierarhična, ne? Bolj zaprta. Se tudi na nek način že amerikanizira, to je že skoraj neka kulturna sprememba, ki počasi prihaja drugje. Kaj imajo Američani logiko, ko sem jih vprašala, zakaj oni toliko vlagajo v to širjenje stikov? Oni imajo idejo, če jaz nekoga povežem z nekom, ki je v njegovem polju, v njenem polju, jaz sem naredil nekaj zelo dobrega, ne? In nikoli ne veš, kdaj bo nekaj dobrega nazaj prišlo k meni, ne? Nekdo pa mene povezal z nekom, ki bo zelo dober za to, kar jaz delam, ne? Tako da jaz se spomnim včasih, to je pač bilo še bolj v starih časih, je bilo v Sloveniji bolj obnašanje, če ne vem, je nekdo povabil nekega tujca, ga je njegov krog držal.
Jaz se tudi še sama spomnim, ko sem enkrat že pred leti šla v Izrael, sem šla nekaj predavati, povabila me je ena skupina in potem je neka druga skupina raziskovalcev me htela spoznati in ta moja skupina je zelo težavo me pelala, se spomnim, v Jafo so me pelali, kjer so me predali za nekaj ur drugi skupini, ampak to je bila taka zelo neširokogrudna gesta, bili so pač, malo so bile skregane tele skupine med sabo, malo so bile tekmovalne in tako. In jaz mislim, da če se mi nekaj naučimo lahko tega, je res v bistvu to, kar je Janja rekla, kar je recimo imela tudi ona izkušnjo z profesorjem Zgago, da v bistvu ves čas mladim omogočiš, da ko nekoga povabiš, da so oni v stiku z to osebo in s tem se mladim odpre možnost pisanja člankov, recimo bojo povabljeni na kakšne konference, če bojo šli na študij v tujino, bojo imeli že nek stik, vsi ti osebni stiki so tako pomembni in ta neka dobrovoljnost, veliko je placa na svetu, tako rekla, ni treba tako zelo zapreti naše vrtičke. In jaz mislim, da v tujini se to dogaja, predvsem v anglosaksonskem svetu. Moram reči, da počasi prihaja ta trend drugje, mislim, k nam že prihaja, ampak jaz mislim predvsem z mlajšimi generacijami ali pa tistimi generacijami, ki so že dolgo zdaj na prepihu, da so v bistvu se že naučili teh navad. Tle gre tudi za osebna druženja, da pač recimo narediš neko večerjo, potem povabiš absolutno še neke mlade, ki prek teh neformalnih stikov potem vzpostavljajo stike, ki bodo za njihove nadaljevanje kariere zelo, zelo pomembni. Pravzaprav si zdaj že načela to vprašanje, kako pravzaprav je mogoče usklajevati zasebno življenje recimo z raziskovanjem in z objavljanjem, publiciranjem, tudi predavanjem in tako naprej. Kako je tebi pravzaprav uspelo usklajevati to oboje? Vem, da imaš zdaj že odraščajočega sina, ki morda zdaj ne rabi več toliko pozornosti, ampak ko si pa bila na začetku, pa najbrž je kar bilo nekaj več dela z njim. Torej, kako ti je uspelo usklajevati ta pričakovanja in tudi svoje zasebno življenje in to, da je bilo treba kar naprej nekaj objaviti, hodila sem na predavanja v tujino in tako naprej in sploh si zelo pravzaprav produktivna znanstvenica. Jaz mojega sina vlačim sabo, sem ga vlačila sabo že od 3. meseca življenja, tako da je preživel ogromno časa na avionih, pa v vrtcih v tujini. Na srečo sem imela vedno kakšno možnost koga, da mi je pomagal in sicer mojih starši so zelo veliko mi pomagali, pa v bistvu z bivšim možem sva si pač kolikor toliko le delila čase, kdaj je nekdo v Sloveniji in kdaj ne. In istočasno, kadar sem šla za dalj časa, sem navadno vzela kakšno študentko s sabo, da mi je pomagala, mislim, proti plačilu, ampak s tem je bilo tako eno tako zelo lep dogovor, to je neke vrste au pair, ampak istočasno je šlo bolj za to, da je takrat, ko je moj sin bil recimo v vrtcu ali pa tudi v šoli, ki je bil v Angliji, da je imela ta študentka možnost delati svojo diplomo v knjižnici, potem popoldne, ker pač akademsko življenje se ne konča ob 3, ko se navadno vrtci končajo, mi je pa pomagala. Ampak to je šlo vseeno zato, da je imela, recimo, ta punca je bila navadno kar en del družine, imela možnost res tudi priti do najboljših knjižnic, kar obe, ki sta bili večkrat z mano, sta res s pridom izkoristile za svoje razvojne. Tako da to je šlo bolj za tako prijateljsko pomoč, ki mi je pa izjemno veliko koristila, ker sem jaz lahko potem vseeno popoldne malo potegnila, pa zvečer kot ženska mnogo kje moraš kam iti. Še spomnim, ko sem bila na LSE, imela neko funkcijo centennial profesor, ki je veljala tako, da dosti prestižna in je bilo povezano z zelo veliko socialnimi dogodki.
kjer pa tudi univerza želi, da se tudi ženske jih nekako udejstvujejo, da s tem tudi pokažejo neko svojo pluralnost in tako, in to je težko, ne? Če imaš otroka, je to zelo težko, zato brez pomoči, vsaj po moji izkušnji, ne gre. In mislim, tiste ženske, ki same zmorejo brez pomoči, je res kapo dol, ne. Vidim, da je to zelo težko usklajevati, ne. Torej, podpore so pomembne, to, kar si lahko nudimo v zasebnem življenju, v partnerskem razmerju, pa tudi v nekem, to, kar si zdaj popisovala, se mi zdi tako blizu tej ideji sponzorstva, ne, v bistvu. Ja. No, pa tudi v bistvu moram le reči, da je to, kar mi je pomagalo, je na nek način tudi nek patriarhalni vzorec vloge starih staršev. V bistvu moji starši so to zelo želeli početi, oni so bili v pokoju, radi so potovali, tako da nimam občutka izkoriščanja, mislim, da so res uživali biti v drugih krajih, ampak če bi pa moji starši imeli svojo kariero, pa če bi še delali, recimo, si pa jaz tega ne bi mogla recimo privoščiti, ne, tukaj, pa tudi, ne vem, mnogi ne želijo te vloge opravljati, ne, tako da to je pač ena serija naključij, pa mogoče tudi ta vzorec, ki ga imamo bolj v Sloveniji, pač te prejšnje generacije starih staršev, ne, ki so se relativno hitro upokojile, ne, in moji stari starši pač imajo recimo izjemno veselje, moji starši so imeli izjemno veselje ukvarjanja se vnuki, ni pa nujno, da je to univerzalno. V glavnem si govorila o podporah, kaj pa ovire? Ali si naletela tudi na kakšne ovire, ki so bile, bi rekla, kar pomembne v tem smislu, da so ti kar onemogočala ali pa oteževala tvoje delo in tvojo pot? Jaz sem se najprej spomnila na letala, kadar pride ženska sama z otrokom na letalo, z majčkenim otrokom, pa še torbe, pa vse flaše, ki jih vlačiš, dobiš navadno zelo malo podpore. Če sem pa videla moškega samega z otrokom, to pa je bilo ni da ni, ne. Prvič je veljalo kot čisto čudo, stevardi in stevardese so skakali okrog njih, vsi so jim nekaj pomagali, ne, tako da to je tak fizičen občutek, da te kot žensko z otrokom gledajo drugače tle. Ja, ovira je, seveda je tudi zelo velikokrat so ovire na konferencah, recimo, jaz tega nisem velikokrat prakticirala, ampak recimo, če pa pripelješ otroka na konferenco, pa mnogokrat seveda nimaš kaj veliko pomoči, razen če nisi neka recimo kakšna ameriška profesorica, ki se zna obnašati tako malo kot diva, ne. Tle, to je pa ta logika, kot ne operne pevke se včasih obnašajo, pa ne samo ženske, tudi kdaj moški, ampak sploh, če pridejo z otrokom, potem recimo, če si iz te pozicije malo dive, dobiš potem mogoče več neke podpore, ne, ampak je pa res to zelo težko. Spomnim se, ko sem peljala sina na eno serijo predavanj, sem imela v Mehiki, letela smo iz Amerike, bil je star leto pa pol, 5 ur aviona, ne moreš na stranišče in ne moreš kaj jesti. Potem, ko sem pa tja prišla in moja predavalnica je bila zraven neke sobe, kjer so imeli eno gospo najeto, ki je pazila mojega otroka, in ko je otrok tam jokal, nisem vedela, naj neham predavati, pa tečem v drugo sobo ali kaj ne naredim, ne, tako da kakšne take kolobocije združevanja materinstva in akademskega življenja se spomnim, pa ne kot neko tragično, kot neko oviro, ampak kot mogoče včasih, kako bi rekla, ene težke izkušnje, ki ne vem, če bi še enkrat takole ponavljala. Ko si malo mlajši, mogoče imaš tudi več energije za kaj takega. Ampak kolegi ti niso, bom rekla, na nek pokroviteljski način rekli, mogoče pa zdaj, dokler imaš malega otroka, pa niti treba toliko, pa mogoče ne bi prevzela te funkcije ali pa imela te raziskave. To se ti ni dogajalo? Ne, mislim, jaz si nikoli nisem želela v bistvu tako ločevati, ne vem, idejo, ne vem, materinstvo pa akademsko življenje. Jaz sem nekako vedno skozi zraven delala, ne,
mislim, e-maile, pa take bolj pragmatične stvari delaš kar z otrokom, on se pač nekaj igra na tleh, ne. Pol pa se imam občutek, da otroci od tega profitirajo. Mislim, vidijo svet, spoznavajo ljudi, navadijo se, da pač se skozi nekaj dogaja. Zdaj, sem seveda kot mati kdaj doživela, ne vem, kritiko, pa to od žensk, moram reči, ko je bil otrok mali, pač ta ideja, a je to dobro za njega, ne vem, da je zdaj pač nekje po svetu hodi pa tako, ampak me je pa prijateljica, psihoanalitičarka iz Pariza zelo hitro potolažila, je rekla, lej, tvoj otrok bo imel pač druge izkušnje, ne, in imel bo izkušnje veliko videti sveta, spoznati ljudi, to so pač druge izkušnje, kot pa to, če ima recimo starša ves čas na voljo, ki se ves čas, ne vem, v domačem krogu z njim ukvarja in kjer je res bolj možno imeti tudi nek ritem, neko strukturo, ne, kadar takole, če otroka jemlješ v tujino, je vedno malo improvizacije, ne. Ampak je pa tudi veliko lepih novih izkušenj. Za otroke recimo je to tudi zelo lepo, da spoznavajo zelo hitro otroke iz drugih okolij, da se naučijo jezik in istočasno tudi recimo, ne vem, rasne razlike, ne. Ker če tako hitro prideš v eno mešano rasno okolje, čisto drugače začneš jemati recimo te razlike. Zelo, bom rekla, primerno nekako te izkušnje, ki si jih zdaj delila z nami, se mi zdi, da so pravo neko sporočilo mlajšim generacijam žensk. Tako da hvala. Jasno, izvoli. Ja, jaz bi tukaj se kar navezala, pa tudi Janjo vprašala, v bistvu, Janja, tudi ti, poleg tega, da pač predavaš, ki je že samo po sebi si predstavljam zelo naporno delo, si dejavna na različnih področjih, prevzemaš različne funkcije, tako da me zanima, kot tudi predstavnica mlajše generacije, kako uspeš usklajevati v bistvu vse te zahteve iz profesionalnega življenja z izzivi v zasebnem življenju in če to mogoče, da si ženska občutiš kot kakšno, torej z razlogom, da si ženska občutiš kot kakšno večjo oviro, se srečuješ z več ovirami iz tvojih izkušenj, kot na primer, ko gledaš svoje moške kolege. Zdaj na splošno bi rekla, da mogoče se mi zdi izpostaviti tudi to, da zdaj danes so pričakovanja, vsaj tukaj, kjer jaz delujem, zelo intenzivirana, ne, število pač člankov, ki se pričakuje, da jih objavimo, bistveno večje, kot je bilo recimo pred desetletjem ali dveh. Tako da v bistvu ta pace in rate objavljanja in dela je večji in hujši, ne. In vsekakor se mi zdi, da se ženske tukaj srečujejo z veliko večjimi ovirami kot moški, predvsem pri usklajevanju družinskih obveznosti, hišnih opravil. Pomembno je seveda, da če imaš partnerja, pravega partnerja, ampak če so prisotni otroci, to nikoli ni enako, ne. Dostikrat recimo se zgodi, da se šele pozno popoldan ali pa zgodnjih večernih urah spravimo k pisanju, ker smo prej morali oddelati vse ostalo. Moški recimo si to lahko privoščijo, ženske pač morajo skrbeti za otroke, še posebej, če živiš v tujini, nimaš starih staršev, nimaš takih pomoči. Dober pokazatelj, na primer, je, kar se je zgodilo z objavami v času covida. Na primer, pokazalo se je seveda, da se je število člankov, ki so bili oddani, povečalo, vendar s strani moških, ne s strani žensk, ne, so bile tukaj, zato ker smo bili doma še toliko bolj hendikepirane. Zdaj, morda bi rekla, da pač tukaj, kjer je tekmovalnost toliko večja, res globalna, se mi zdi, da tudi ne samo, da akademska kariera zahteva veliko časa, tudi recimo selitve se pričakujejo, ti se seliš recimo za neko službo nekam drugam in zdaj premikati, ne, celo življenje, družino, kariero, mislim, za cilj kariere, ni tako lahko, ne, in zdaj primer bom dala, recimo na našem oddelku imam 4, v bistvu 2 sodelavca, 2 sodelavke, 4 osebe približno mojih let, ki imajo pač male otroke. 2 sta moška, 2 sta ženski. Pri 2 moških, oba imata doma žene, ki niso zaposlene in skrbijo za družino in so šle za njimi, pač ne, so se selili, kamor so se selili po svetu do sedaj.
pri dveh ženskah, ena je samo hranilka, druga pa pač ima partnerja, ki je tudi akademik in nekako uspeta usklajevati med sabo. Ampak hočem reči to, da recimo, ko gledam pač, bom rekla, svetovno najboljše akademike, ki jih jaz poznam, se mi zdi, da večinoma so itak moški in večinoma, ne bom rekla vsi, ampak večinoma imajo pač žene doma. Žene so skrbele za dom, za otroke, družino in tako naprej, ali pa so bile zaposlene part-time. Če pa so to bile ženske, pa ali nimajo otrok, ali pa so pač samske, se najde seveda kdo, ki je izjema, ki je pač zvezda, vključno z Renato, ampak trend, ki ga vidim, pa je drugačen. Tako da se mi zdi, da res, če ciljaš na to, bom rekla, res top nivo, je zelo težko, da bi zdaj usklajeval in otroke, in družino, in partnerja, in vzdrževal, in se selil, in prepričal moža, da se seli s tabo, kamor se seliš, in tako naprej. Je zelo drugačna zgodba za moške in ženske v tem smislu. Zdaj, kar se tiče tudi delitve med zasebnim življenjem in delom, zdaj ne bom govorila za druge poklice in druge službe, ampak se mi zdi, da tukaj mogoče, mislim, vse v akademskem smislu se mi zdi, da neke linije ni mogoče narediti, Ni za tako, da tudi če ne ob 3, tudi če ob 6 zvečer, ne boš rekel, zdaj zaključim in to je to, V bistvu praktično v svojem delu nenehno razmišljamo, Meni je to bolj stil življenja. Zdaj, ali če bereš neko knjigo čez vikend ali po noči, ali je to tvoje delo, ali je to tvoj interes, to so meje zelo zabrisane. Recimo, jaz v svojih raziskovalnih interesih razmišljam praktično nenehno. Tako da tole, zdaj, da bi nekdo pričakoval, da je to poklic, kjer začneš, končaš čez 8 ur čez dan, potem pa greš ne vem kam po svoje, to ni to, Se pravi, brez primerjave z drugimi poklici. Tako da seveda ovira, poleg vseh teh obveznosti družine in tako naprej, ovira, s katerimi se ženske srečujejo, so pa seveda tudi strukturne in dobro raziskane, v smislu, da imamo različne kriterije, po katerih smo evalvirane, ki so lahko zavestni ali podzavestni. V smislu, se mi zdi, da res moramo narediti veliko več za podoben dosežek ali pa za podobno plačilo. Recimo še vedno gender pay gap, naprimer v UK visokem šolstvu je trenutno 18% na nivoju države. Tudi naprimer ženske tipično za isto delovno mesto začnejo recimo z nižjim plačilom in tako naprej. To so pač take zelo kompleksni problemi, ki so del visokega šolstva, akademije, ampak na koncu koncev mogoče bolj kot to tudi zelo podzavestnih stereotipov družbe, v kateri smo potem indoktrinirani, disciplinirani in tako naprej. Zdaj, mogoče, če lahko komentiram tudi vprašanje, ki se je pojavilo v čatu. Predvidevam, da je ta izkušnja iz Slovenije. Zdaj, vseeno si bom vzela par minut čas, da pokomentiram to svoje videnje. Bi se strinjala, da se mi zdi, da v Sloveniji se mogoče res še toliko bolj pričakuje, da si discipliniran in priden in slediš tem nekim tipičnim korakom, da lahko napreduješ. V tem akademskem smislu profesor ne moreš postati, če nisi prej, 40 let oddelal in bil priden. Se mi zdi, da tukaj ta anglosaksonski svet je zelo bolj odprt, zelo bolj fleksibilen. Seveda imaš po eni strani veliko večjo svetovno konkurenco in tekmovalnost, ampak po drugi strani pa ni tako zelo velike hierarhije. Se mi zdi, da vseeno zelo nekako lažje in bolj agilno in bolj fleksibilno deluješ in na koncu koncev tudi napreduješ. Zdaj, da napreduješ recimo v pozicijo profesorja, ni treba, da se nek drug profesor upokoji, samo kot primerno. Tudi odgovornosti, ki jih dobiš, in samostojnost, ki jo dobiš, je praktično prisotna od samega začetka in tudi zaupanje imaš veliko, da stvari pač prevzameš, delaš sam, ne rabiš vprašati za dovoljenje in se pač zaupa, da narediš in oddelaš dobro.
če slučajno pač narediš kaj narobe, se ti pomaga, če za nalašč pač ne vem, kaj prekršiš, seveda dobiš, je to jasno, dobiš kazen, se ne prerekaš, ne? Ampak se mi zdi, kultura je kar precej različna tukaj, no. Morda bi samo še to dodala, da v tem našem prostoru, ja, vidim, da so izkušnje iz Nemčije, kjer je sistem tudi zelo, bom rekla, tak notranji in zaprt, recimo, je Nemčija vseeno nekje vmes, mogoče med Slovenijo in Anglijo, kar je tudi znano, da je Nemčija kar precej hierarhična. Dodala bi še samo to, da recimo pri nas se veliko več o teh različnih oblikah diskriminacije govori, ne? In tudi sprejemajo se različni formalni in manj formalni ukrepi. Na primer, zaznala sem, zdaj ne vem točno koliko časa nazaj bilo, ampak ko je Filozofska fakulteta spremenila svoje akte v žensko slovnično obliko, ne, kak problem je to bil v Sloveniji, ne. Recimo, tu pri nas pač pišemo v ženski obliki ali pa ne vem, v akademskih člankih in tako naprej že vrsto let, ali pa vemo, na primer, da moški govorijo več kot ženske, če greš na konferenco. Zato recimo marsikdo strukturno se obnaša tako, da pač prej da ženskam besedo ali pa povabi ženske prej k besedi, že samo da omogoči ta prostor, ne. Se mi zdi, zelo veliko je pač dela na tem, da se ozavešča, govorimo, iščemo te rešitve. Mogoče, se pravim, zdaj v Sloveniji že nisem 7 let, ne vem, kaj se je spremenilo, ampak občutek, ki ga imam, ko gledam novice in se pogovarjam z prijatelji iz Slovenije, da se toliko ne dela še na tem, ali pa da je zelo veliko slepih peg, no, v smislu, ja, saj ženske so enakopravne ali pa kakorkoli imajo možnosti, ampak te globoke struje, ne, recimo pač aktivistke seveda veliko delate na tem, ampak te podzavestne globoke struje, bom rekla, diskriminacije pa so še bolj prikrite, no, kot morda v drugih prostorih. Ja, Janja, si nas pravzaprav opozorila na to, koliko še imamo v slovenskem prostoru za narediti, v slovenskem akademskem prostoru narediti za enakost spolov, ker smo se, mislim, da se v enem delu naša akademska srednja kar lepo uspavala in misli, da je vse lepo in prav, da imamo vsi enake možnosti, da imamo dobro zakonodajo, da tukaj pač gre zgolj potem za to, koliko si kdo upa, koliko si kdo privošči, koliko kdo sam investira, skratka, ne pa, da bi morda še na institucionalnem nivoju lahko ali morali kaj narediti. Zato je tudi tako zavreščalo v celotnem slovenskem prostoru, ko smo na Filozofski fakulteti začeli spreminjati naše akte in so nas seveda tudi narobe interpretirali in tako naprej in tako naprej. Tako da ja, veliko imamo še za narediti. Nekaj smo začeli delati na Filozofski fakulteti, sem že uvodoma rekla, da smo sprejeli ta načrt enakosti spolov, kjer delamo naprej na jezikovnem področju in tudi na drugih področjih. In tudi na tem področju, s katerimi ukrepi pravzaprav bi lahko pomagali odpravljati neke določene ovire pri razvoju karier, čeprav se to mogoče sliši zelo, bom rekla, preveč ekonomistično, rečemo temu tako. Ampak vendarle nekaj smo začeli delati. Če se vrnemo nazaj nekako še na vprašanje objavljanja, na vprašanje, koliko pravzaprav časa porabimo tudi za torej naše zasebno življenje in koliko nam še ostane za raziskovalno delo in objavljanje. V zadnjem času se je pojavilo kar nekaj člankov in Janja je tudi že omenila to, ki ugotavljajo, da so ženske v času, odkar imamo razglašeno epidemijo, poslale v objavo predvsem manj svojih tekstov kot njihovi moški kolegi. Zavedamo se sicer, da traja kar nekaj časa, da od tega, ko daš članek, je članek tudi objavljen, lahko traja več mesecev, eno leto in tako naprej, ampak zanima me pravzaprav stališče vaju obeh. Renata je o tem že pisala tudi v svoji knjigi, ki jo je napisala prav v tem času z naslovom Človek, človeku, virus.
kjer se eno poglavje glasi nismo vsi v istem čovnu. In seveda nismo vsi v istem čovnu. Pokazalo se je, koliko več seveda tega neplačanega, nevidnega, suportivnega dela opravimo ženske v tem času, ko smo vsi zaprti v naše domove. Kako bo to vplivalo pravzaprav na vse nas? Kako bo to vplivalo na naše življenje? Kako bo to vplivalo na to, kakšen bo svet po koncu te pandemije? Mogoče Renata. Ja, ena tako pozitivna stvar glede enakosti spolov pa se dejansko dogaja v tem času pandemije. Nedavno sem brala eno študijo, da so moški začeli zdaj veliko več sodelovati pri starševskih obveznostih, pa tudi pri tako gospodinjskih obveznostih, ko pač delajo doma, da je dejansko mnogi moški tudi ugotavljajo, kako pomemben je stik z otroki in da mislijo, da zelo precej moških ne bo htelo iti nazaj na tisti način dela, da grejo pač zgodaj od doma in pridejo pozno nazaj in da se lahko zgodi, da pride tle res pozitivna sprememba pri deljenju dela doma. Vemo tudi, da je precej nasilja doma, da je precej napetosti, ogromno seveda je dela na ženskah, poučevanje in to, ampak zdaj moški na nek način vseeno sodelujejo v mnogih državah, pač to ugotavljajo več, kot so prej. Zdaj, jaz vseeno mislim, da bo prišlo zelo do velikih sprememb in največ se bo zgodilo sprememb, recimo povezanih z avtomatizacijo in tlele je to, kar recimo Janja raziskuje, zelo pomembno, ker na univerzitetni ravni zgleda, da bomo te oblike poučevanja ohranili naprej. Tukaj se bo čisto odprl na novo trg univerzitetnega dela, zdaj še posebej prestižne anglosaksonske univerze računajo na recimo odprtje, še večje odprto trga, čisto na svetovni ravni. Tle bo prišlo tudi pač do velikega boja za te nove študente. Zdaj, zakaj študent na Kitajskem se ne bo rabo več seliti v Ameriko, ampak bo lahko delal online, dobil diplomo prestižne univerze. Tukaj v bistvu problem bo tudi to, kar je Janja omenila na začetku, kdo je zdaj lastnik vseh teh podatkov, ki se ob nas zbirajo. Jaz vidim tudi en zelo velik vpliv zdaj novih poklicev, sploh recimo pač opažamo v Angliji, zdaj cel kup univerz je zaposlilo digital associate, pa ne vem, Zoom moderator, pa ne vem kaj, to so kar naenkrat se novi poklici etablirali, vzpostavili in ta forma poučevanja, ne vem, prevzema preveliko vlogo za moj občutek. To vidim bolj v Angliji kot pa pri nas. To je cel kup enih appov, to je ena blazna industrija vseh filmčkov, ki naj bi jih učitelj inkorporiral v svoje poučevanje, pa kvizov in ne vem koliko teh raznih biznisov se zdaj ustanavlja. Je kar težko se vse to tudi naučiti, pa ne vem, če je toliko pametno, da recimo se toliko poudarja na to, ne vem, interaktivnost. Včasih mi deluje, da se predavanja, ne vem, približujejo bolj eni kompjuterski igri. Mislim, to razmišljanje, kako biti, ne vem, motivator preko računalnika, kako ohranjati pozornost. Vse to je zdaj vprašanje, postavlja se pač vprašanje, ker seveda ti lahko se preklopiš na predavanje, pa zraven počneš nekaj popolnoma drugega. Mnogim študentom je to tudi všeč, recimo angleški študenti poudarjajo, da zelo lažje pač sledijo, da veliko manj časa porabijo za prevoz v velikih mestih, recimo do univerze, ker so filmčki recimo nasneti starih predavanj, to tudi naši študentje pravijo, lahko pa si ogledajo kakšno predavanje za nazaj, tako da ta oblika mislim, da bo ostala v eni obliki, predvidevam, da bo neka mešana oblika ostala naprej.
to, kaj se bo pa zgodilo sploh z avtomatizacijo. Vemo, da je v tem letu prišlo do takega razvoja umetne inteligence, ne, in da bo toliko delovnih mest se spremenilo, toliko jih bo postalo nepotrebnih na raznih področjih, tudi znotraj recimo univerze. Tega pa moram reči, da me je kar strah. Ni nujno, da je to pesimistično gledati, ne. Veliko delovnih mest recimo je bolje, če jih upravljajo roboti, kot pa ljudje, posebno težka dela, umazana dela, ne. Kdo bo te podatke spet zbiral, nadzoroval, gre za privatne kompanije, brez nekega nadzora. Algoritmi so skrivnost, znotraj recimo pravnega sistema prihaja zdaj tudi do blaznega razmaha tega razmišljanja, da bi recimo algoritmi sodili. Imamo že države, kjer recimo dejansko umetna inteligenca prevzame odločanje o enih bolj recimo bagatelnih pravnih sporih, ne. Tle problem predsodkov, vemo, da algoritme delajo ljudje, tako da predsodki navadno ostajajo, ne. Včasih pa so lahko manjši ti predsodki, kot pa so lahko predsodki recimo živega sodnika. Mogoče Janja nadaljuje, ker je bila tudi že malo na nek način izzvana. Ja, zdaj morda bi začela s tem, da zdaj seveda se pričakuje velika gospodarska kriza po pandemiji, ne, torej verjetno bo tudi, mislim, že zdaj seveda raste število brezposelnih in podobno vprašanje, kako bo potem z rastjo in koliko bo delovnih mest, ampak zdaj ta prekarnost, ki se pravi brezposelnost, prekarnost, te različne nesigurne oblike potem dela, kot je rečeno, nismo vsi na istem čolnu, ne, običajno se to potem težje, bolj močno prizadene prav ženske ali pa druge diskriminirane skupine v populaciji, kot so, ne vem, glede na raso, karkoli pač je v določeni državi. Tako da tukaj se mi zdi, mislim tudi v akademskem poklicu zdaj, ponovno odvisno v kateri državi, morda v teh tržnih sistemih bo še toliko težje, recimo pri nas je cel problem, ne, zato ker so študenti res plačujejo šolnine, univerze so zelo odvisne od šolnin in tudi od najemnin, ki jih plačujejo študenti, če pridejo sem, in zdaj cel sistem je zelo na nitki, ne, ali bo sploh, kako bo sploh preživel in katere univerze bodo preživele. Se mi zdi, to so vprašanja, s katerimi se bolj javni sistemi, kjer je visokošolstvo javno financirano, ne ukvarjajo, bodo pa potem seveda prizadeti, če bodo države morale varčevati, kar se je izkazalo že v letu 2008, ne, kako so v takratni gospodarski krizi države zmanjševale proračune za visokošolstvo, raziskovanje in kakšne posledice to potem ima v javnem sistemu. Tako da se mi zdi, da pač tukaj bo ta tekma med državami različna, glede na različne ureditve in pač finančne posledice, ki jih bo kriza imela. In potem seveda za različne skupine ljudi individualno. Zdaj, kar se pa tiče pač te avtomatizacije, to so bili razvoji, ki so se dogajali že pred pandemijo, vendar zdaj ta pandemija je pa v bistvu v vlogi katalizatorja, se vse skupaj še toliko hitreje dogaja, toliko pospešuje, kar vidimo recimo tudi zdaj na konkretnem primeru visokega šolstva. Naprimer, pojavili so se veliko pred pandemijo že tako imenovani online program management podjetja, ki v partnerstvu z univerzami izvajajo programe preko interneta in preko spleta in potem seveda tudi služijo. In zdaj te platforme bi naj ponujali, te online program management podjetja bi naj ponujale platforme in rekrutirale študente, univerze bi pa naj podajale vsebino, vendar stvar se pojavlja v veliko bolj komplicirani obliki, kjer potem te platforme tudi že zaposlujejo akademske tutorje in zdaj za razliko, da pač ti tutorji so zaposleni iz Global South, kot temu rečejo, iz manj razvitih držav, se najvišje delovno silo na prekarnih oblikah in se v bistvu ta shift tega, kdo poučuje, premika. Zdaj nekdo lahko, ne vem, študira za diplomo iz, na primer, univerze v Liverpoolu, v bistvu
kdo pa izvaja študijski program, pa praktično izvajajo ljudje iz celega sveta iz drugih državah, ne. Se zelo premika, ne, in geografsko in v smislu, kje so delavci, koliko zaslužijo in v smislu, na kak način delajo. Zdaj vemo tudi, da zelo strmo raste na splošno ta gig work v smislu dela preko spleta ali dejansko digitalnega dela, kjer veliko raziskav obstaja na to temo, kako so ti delavci nezaščiteni, kako imajo manj pravic, kako večino časa porabijo za iskanje te službe, ker delajo preko kratkih pogodb, ne pa preko dejansko uradne zaposlitve, ali pa platforme, ki posredujejo delo, kot so na primer Uber in tako naprej. In zdaj veliko ideje v tem smislu, da bi pač tudi akademsko delo se lahko organiziralo na tak način preko takih platform, se pravi za izgubo nekih pravic in stalnih oblik zaposlitve, ki iz tega pravic, ki izhajajo iz stalnih oblik zaposlitve. Tako da tukaj zdaj se mi zdi, se malo meša, ne, kaj je zdaj dejansko posledica pandemije, kaj pa v bistvu pandemija samo pospešuje, pa so bili trendi že prej. Zdaj ti investitorji v ta tehnološka podjetja ali pa tehnološka podjetja imajo zelo močno prisotnost, so videni kot rešitelji, ne, oni zdaj rešujejo svet, nam dajo platforme, da lahko svet gre naprej, ampak njihov diskurs je pa zelo ta, da zdaj pač to je največji eksperiment na svetu v tem, da se dokaže, da smo lahko popolnoma digitalizirani, ne, digitalni študenti, digitalni delavci, digitalni subjekti, vendar kot rečeno, regulacija, ne, in policy pa pač tukaj zaostaja. Tako da bom rekla, nas čaka zelo veliko dela in diskusija in morda še to, no, EU je tukaj zelo zanimiva, ne samo zaradi tega, ker je pač edina na svetu, ki ima GDPR, v smislu varovanja zasebnosti podatkov, Kalifornija je pač druga, ki ima malo manj ostro obliko, ampak ravno pred 2 dnevoma so objavili osnutek nove regulacije upravljanja z upravljanjem digitalnih podatkov. Ostale regulacije bodo pa še sledile. Tako da EU veliko bom rekla, je prva na svetu na tem, da poskuša dejansko tudi neko regulacijo in policy na tem področju ustvarjati, no. Hvala lepa še za ta input. Predno bi zaključila današnji pogovor in dala pravzaprav besedo tudi našim poslušalkam in ne vem, če je še kakšen poslušalec. Me zanima naslednje. Veliko smo govorili o karierah raziskovalk, veliko smo govorili o uspehih v teh karierah. Kolikor poznam druge države in ko pogledam CV-je mojih kolegic, vidim, da dobivajo številna priznanja in nagrade. V slovenskem prostoru smo tukaj dokaj skopi. Zelo slabo se hvalimo, zelo redko dajemo priznanja. Se mi zdi, da, ne vem, mogoče moj vtis napačen, me boste popravili, med ženskami še toliko manj si upamo pohvaliti ali pa koga predlagati za pohvalo. Pa me zanima, ker poznata druga okolja. Kakšno je vajino mnenje o tem, če se primerjamo z drugimi državami? A imamo tega mi premalo ali imajo drugje tega preveč? Ja. Jaz ne vidim neke tako zelo velike razlike. Mislim, da res je ta problem, da premalo ženske predlagamo za kakšne nagrade. Tudi, mislim, če v Sloveniji pogledamo že tole Zoisovo in tako, ker odzadaj je navadno kar ena industrija, da so tudi recimo bolj te naravoslovne vede bolj navajene tudi recimo, da pač kar sistematično predlagajo in res mnogokrat tukaj predvsem moški predlagajo moške, ne. Tako da tukaj bi se ženske tudi mogle majčkeno več organizirati. V tujini mislim, da je neka situacija dosti podobna, je pa mogoče, kar zadeva recimo akademije, je pa tam malo lažje, da je dejansko več žensk in tudi več žensk
predlaga druge ženske, in tako da tukaj se mi zdi, da so pa dosti naprej. Bi pa sem še eno stvar rekla, prej, ko smo diskutirali o teh novih oblikah dela, da se pa recimo tle anglosaksonski svet zelo oklepa na razne načine že dolgo tega prekarnega dela, in znotraj akademskega življenja je to postalo kar precej težavno, zaradi tega, ker recimo sploh v Ameriki pa v Veliki Britaniji toliko dela zdaj opravljajo ljudje, ki so plačani po urah, te adjunkte, in ti ljudje dejansko nekakor ne morejo, zelo težko pridejo v resni akademski pogon, ker preprosto morajo toliko delati na toliko različnih koncih navadno, da sploh nimajo časa pisati. Recimo ti predavaš, ne vem, na 4 koledžih podobno stvar. Tako da to, kar recimo se bo zdaj zgodilo, da bojo ljudje iz Global South predavali, ne vem, online, se v bistvu zdaj že dogaja, sam na drug način, da pač v živo adjunkti za zelo nizko urno postavko in z ogromno obveznostmi držijo gor akademski svet. Hvala. Janja? Ja, se zelo strinjam, kar je povedala Renata, morda bi dodala samo še to, da raziskave pa sicer kažejo, da se ženske znamo manj pohvaliti, no? Oziroma, a se ne reče v Sloveniji hvala sama, vrednost mala, ali kako že, ne v smislu, da pač zdaj, če si dober, bodo pa že videli, ne? In moški, ne vem, dostikrat vsako pikico, ki naredijo, dajo na življenjepis, ne, ali pa postavijo pač, ko se pogajajo za plačo ali pa delovno mesto ali karkoli, nad tem, koliko so dejansko vredni, ali pa se prijavijo na delovno mesto, kljub temu, da ne izpolnjujejo vseh pogojev, ne. Za ženske pa vemo, da se ne prijavijo, če ne izpolnjujejo pogojev, v bistvu jih izpolnjujejo še toliko več, ali pa sploh ne povejo, kaj vse so naredile. Tako da tukaj se mi zdi, mislim, je razlika med spoloma, ki je mogoče malo bolj univerzalna, pa tudi med kulturami, ne. Mislim, meni je bilo, da sem se že navadila, ampak na začetku v tem tujem svetu zelo nenavadno, kako ljudje tudi govorijo, ne, o svojih uspehih in delijo, mislim, smo velikodušni med seboj, ampak tudi ni jih sram povedati, ne. Tako da, če že ljudem v živo neprijetno, mislim, še posebej ženskam, dajte vsaj na CV napisati vse, kar ste dosegle. Tudi, če izgleda malo ali samoumevno, nima veze. Ja, tukaj bi jaz dodala, moja izkušnja iz Amerike je bila, da ja, v Ameriki recimo sploh nimajo te neke, ne vem, skromnosti. Recimo pri nas boš rekel, ne vem, knjigo sem napisal, pač malo sem skup zbral, ne, tako sem po predalih sem pogledal, pa sem nekaj skup zbral. Če kaj takega rečeš v Ameriki, ti bojo verjeli, da je res za nič knjiga, ne. To so mi že kolegice rekli pred, ne vem, desetletjem, so rekli, ti, ko napišeš knjigo, moraš reči, to je najboljše, to je super, o tem še nihče ni pisal, ne, ker oni pravijo, ja, če boš rekel, da sem sam nekaj malo zbral, ti bojo drugi res verjeli, ne, kot da nimajo te distance, te samoironije, mnogokrat nimajo, ne, in se zelo strinjam s tem, da velikokrat pa res moški napisajo čisto vsako stvar v svoj CV, ampak no, dobro, tudi te CV-je že malo znamo brati, tako da vemo včasih, da je kaj veliko pretiravanja noter, no, ko pa ljudje se prijavljajo pri službi, je pa jasno dobro imeti dober, lep CV, ampak ne se pa lagati, ne, ker to pa navadno, ker slabo se izide, če pretiravaš tam, kjer ne bi smel. Ja, seveda, hvala. Zdaj pa po tem bogatem uvodnem delu odpiram še diskusijo med vami, poslušalkami, ne vem, ne najdem nobenega poslušalca. Mogoče sem ga pa spregledala in se zato opravičujem, če sem ga. Skratka, nekaj vprašanj je bilo in komentarjev je že bilo v chatu, ampak še vedno imate možnost bodi si pokomentirati, bodi si naši gosti še kaj vprašati, tako da izvolite. Samo roko bi prosila, če dvignete za to, če bo vrstni red, da bom lahko delila besedo. Nekaj se sliši v zadju, ampak besede pa ni. Če bi pa kdo vseeno želel, lahko tudi kar reče.
brez da dvigne roko. Če pa ni, pa verjamem, da smo bile dovolj izčrpne, pa tudi dovolj dolge, skoraj 2 uri, tako da verjamem, da smo izčrpali kar nekaj aktualnih, pomembnih, diskusije vrednih vprašanj v zvezi z strmimi potmi razvoja akademskih karier, tako v slovenskem prostoru kot tudi širše. Jaz se najnima gostjama zahvaljujem za njuno sodelovanje in tudi kolegici Jasni za sodelovanje pri vodenju tega pogovora, tako da bi ga zdaj zaključili. Zahvaljujem se tudi Filozofski fakulteti, da nam je omogočila ta pogovor in verjamem, da smo vsaj del vaših pričakovanj, drage poslušalke, dragi poslušalec, zdaj pa vidim enega, torej tudi uresničili in se vam še enkrat vsem zahvaljujem in zaključujem današnji pogovor. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala. Hvala za vabilo. Hvala.